Torej, moje ime je Kaja, stara sem 22 let. Za učiteljski poklic pa sem se odločila na prvem mestu, ker imam zelo rada delo z otroci. Hodim na likovno pedagogiko. Za ta fakt sem se odločil zato, ker uživam delati z ljudmi. Želim opravljati učiteljsko delo, bistvo me zelo veseli delo z otroci, pa zelo zanimivo se mi, mislim, v bistvu so neka glina, ki so nezablikovani in pa mi kot učitelji jim v bistvu lahko damo neko znanje, da v bistvu oblikujemo osebe, ki bodo veliki. Upravljam delo kot animator v igralnice, torej sem tudi v nekakšni drugi luči v sodelovanju z otroke in se med njimi počutim zelo dobro. Se tudi od njih lahko marsikaj naučimo. In pa tudi zato, ker je veliko otrok, kjer mogoče šola predstavlja kot nek drugi dom. In tudi, če nimajo najbolj ugodnih pogojev doma, da jih lahko sami omogočimo kot učitelji. Jim damo neko srčnost, toplino in jim v bistvu damo neko popotnico za nadaljnje življenje. Bi potem rekla, da je to nek poklic, ki tudi kar veliko vrača nazaj. Ja, definitivno. Okay. Lepo pozdravljeni v prvem podcastu v seriji 12, ki bo namenjen našemu osnovnemu šolstvu, torej šoli prihodnosti. Res da sedimo v muzeju, šolskem muzeju tukaj v Ljubljani, ki nam kaže, kakšna je bila šola preteklosti. Smo v sedanjosti, se pravi v času v letu 2025, ko se veliko pogovarjamo o spremembah, ki bi bile potrebne v našem šolstvu, ampak gledamo pa naprej. In za prvo temo sem si, oziroma smo si skupaj z ravnatelji iz cele Slovenije izbrali najpomembnejšo. To pa je učiteljica, učitelj, ki je osnova naše družbe, pa tudi šolstva. Zakaj ravno o učiteljih prva tema, prvi podcast? Ker jih je premalo in ker je zanimanja vse manj in ker je to tudi poklic, ki je vse manj spoštovan, pa bi moralo biti ravno obratno. Lep pozdrav vsem trem. Dober dan. Najprej bom pozdravil, seveda vem, da je prav, da pozdravim damo, ampak bom najprej ravnatelja pozdravil, ker vidim, da najbolj trpi za to majhno mizo. Pozdravljeni, Roman Brunšek iz Osnovne šole Škofljica, vi ste ravnatelj, bili ste učitelj koliko časa? V šolstvu sem 34 let, učil sem pa skoraj 20 let. Zadnjih nekaj let pa se ukvarjam z ravnateljevanjem. Drži, da v tej obliki trpim v šolskih klopeh, ker sem navajen, da sem nekje drugje. In pa druga stvar, šola, s katero sem se jaz ukvarjal in se še ukvarjam, je popolnoma drugačna, kot so te klopi. Ja, in to je bil namen, zato smo se sem preselili. Iris Klun, učiteljica na Osnovni šoli Škofljica, lep pozdrav. Kateri razred poučujete? Poučujem 4. razred. Ko vas takole gledam, bi rekel, da ste še za v šolske klopi, ne pa za takšno, kot jaz zdaj sedim. Koliko časa ste učiteljica? Učim pa 3 leta. 3 leta. A je fino? Ja. Ja. Saj zato so vas pa pripeljali, ker sem rekel, lahko najdete neko mlado učiteljico ali učitelja, ki bo s tem žarom, kot ga vidim, tudi pri vas govoril o šolskem poklicu, o učitelju. Simon Purgar iz Osnovne šole Boko Gradice, lep pozdrav. Dober dan. Vas sem tudi izbral namenoma, ker vsako leto imamo v Sloveniji kar nekaj izborov, kdo je najbolj zanimiv učitelj, kdo je najboljši učitelj, kdo potuje na kakšno mednarodno tekmovanje, kdo je morda najbolj nenavaden učitelj, v katero kategorijo bi sebe dali? Ja, vsekakor v kategorijo nenavadnih učiteljev. Zakaj? To je zdaj vprašanje za tiste, ki ne poznajo vaše YouTube strani, pa še česa drugega. Torej, ukvarjam se z različnimi stvarmi, ki jih prinašam tudi v pedagoške vode, rečemo temu tako, in rad tudi eksperimentiram z učenci. In oni so, to lahko zdaj povem, moj nečak je namreč vaš učenec, pa vem, da to ne bo vplivalo na oceno, ampak je navdušen nad takšnim pristopom in o tem bomo tudi govorili. Ampak zdaj najprej današnja tema, prva v teh 12 podcastih je pomanjkanje učiteljev. 2 oceni sta, tukaj bo ravnatelj verjetno najbolj vedel. Po
ocenah sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, to je seveda SVIS, v Sloveniji primanjkuje med 4 in 5 tisoč učiteljev. Številka je enormna in res se vprašamo, ojoj, a gremo po isti poti kot zdravstvo. Medtem ko je na primer Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje leta 2024 poročalo o 780 učiteljicah in učiteljih premalo. No, zdaj sta tukaj dve strani, razlike je pa za nekaj tisoč. Kako je to mogoče? Vedno vsak šteje tako, kot mu najbolj ugaja. Resnica je ta, da je učiteljev v slovenskih šolah odločno premalo. Sploh če govorimo o določenih predmetih, kot so fizika, matematika, računalništvo. Številki sta sicer bili objavljeni, ampak Združenje ravnateljev ima še kakšno številko, ki se približuje skoraj do številke 6000-7000. Smo pač uporabili nekatera druga merila, ampak tako po oceni v osnovnih šolah je gotovo zelo velik primanjkljaj na vseh področjih. Ena od teh je tudi razredni pouk. Zakaj? V nadaljevanju oddaje. Vsekakor pa bi te številke vsi želeli čim prej spremeniti. Morda samo pod vprašanje, vemo, da se danes najboljše kadre lovi, obstajajo popolnoma kar konkretne firme, agencije, ki iščejo najboljše kadre, a vi kot ravnatelj se morate posluževati takšnih načinov, da gledate, kje je kakšen učitelj, ki bi ga ukradli kakšnemu drugemu ravnatelju ali ravnateljici? Sem stara šola, lepo vzgojen, zato ne kradem. V resnici na ljubo pa res pobiramo in nabiramo učitelje po ulicah v bližini pedagoških fakultet. Ironija, sarkazem. Z dvema učiteljicama sem se pogovarjal na avtobusni postaji v Kopru in ena pri nas poučuje v tem trenutku in je izvrstna učiteljica. Drug pristop je popolnoma korekten, ko se mlade učiteljice, učitelji prijavljajo za prakso, vsakega sprejmeš, mu predstaviš šolo v najlepšem pomenu in potem ga seveda spremljaš. Bolj kot se odreže, prej si ga zabeležiš in če se le da, mu poveš, da je z veseljem vabljen tudi še naslednje leto na prakso, je pa en pogoj. Pričakuješ, da bo potem tudi sprejel zaposlitev, če mu jo boš ponudil. Iris Klun, kakšna je bila vaša pot na šoli, v kateri govori ravnatelj? Zdaj lahko govorite po resnici, saj boste potem, ko boste odšla iz te učilnice, pozabila na tole, no? Jaz sem se prijavila na razgovor, torej poslala sem vso potrebno dokumentacijo in potem so me poklicali, da pridem na ta razgovor. In sem čakala, potem ko sem dobila klic, da bi me bili zelo veseli v podaljšano bivanje. Prakse pa niste opravljali na tej šoli? Ne. Ne, sem jo pa opravljala v Ribnici, v domačem kraju. Se pravi, no, tukaj je bil ravnatelj torej uspešen, ali vi niste želeli ostati v domačem kraju, ali so imeli tam ravno zaseden prostor? Ne, nisem želela ostati v domačem kraju. Vseeno se mi zdi drugače učiti v nekem tujem kraju, kjer ne poznaš osebno ljudi, kjer ne učiš svojih bratrancev, sestričen. Tako no, se mi zdi bolj korektno. Ja, pridigar biti v domačem kraju je najtežje, pravijo, ne? Samo še eno vprašanje, po 3 letih še vedno verjamete, da upravljate pravi poklic, ki je pišen, ja? Ja. Nasmeh odgovarja sam zase. Simon, kakšna je bila vaša pot vstopa v šolski sistem, to, da ste postali učitelja? To ste si ves čas želeli, vam je bil kakšen učitelj iz vaše mladosti tako všeč, da ste rekli, to je to, kar bi sam rad počel? Pravzaprav lahko rečem, da sem že od malih nog čutil ta pedagoški eros, oziroma veselje do poučevanja. Imam 5 bratov in sester in že kot osnovnošolec smo se igrali šole, jaz sem bil seveda učitelj ali ravnatelj. Tako da ta poklic je nekako v meni dolgo zorel. Sem pa potem bil še v drugih vodah, vmes, preden sem dokončno pristal v šolskih klopeh. Tako da sem študiral še druge stvari, teologijo v vmesnem času in potem me je zagrabila prva ljubezen, recimo, in tako sem pristal v šolskih klopeh. Vrnimo se zdaj nekaj 2-30 let nazaj. Tukaj bom vas spraševal, vaju malce težje. Kakšen je bil takrat poklic učitelja? Kako so ga sprejemali otroci, starši in družba? Kakšna je bila vrednost učitelja? Poklic učitelja je še vedno eden najlepših poklicov. V resnici na ljubo, ko začenjaš kot mlad učitelj, imaš veliko izzivov. Kako boš razložil določeno stvar, kako te bodo sprejeli učenci, a biti avtoritativen, a biti avtoriteta, biti prijazen prijatelj, iščeš svojo pot. V resnici na ljubo se zelo hitro naučiš na svojih napakah.
Ko sem začel z učenjem zgodovine, sem bil prepričan, da morajo poznati vse dinastije faraonov, vse piramide, od Keopsa in tako dalje. A ko sem prvič preverjal znanje, sem ugotovil, da niti to ne razumejo, kaj je faraon. No, potem začneš spuščati kriterije, začneš iskati svoje poti. Je pa v resnici bilo vedno tako, da učitelj je vsaj v mojem času še bil spoštovan, je imel neko mesto v družbi, si z veseljem povedal, kaj si po poklicu, pa tudi celoten odnos do učitelja je bil drugačen. Prvič je bil spoštljiv, drugič zaupali so vam. Kot mladi učitelji smo eksperimentirali. Ja, tabor Soška fronta, star golf, 4 učenci, ena težko delujoča kamera in smo šli po vseh rovih, po vseh kavernah, ki so sedaj muzejsko pripravljene in to je bilo čudovito. In starši me niso vprašali, a bodo živi, kdaj bodo jedli, kako bodo prišli nazaj, a ste podpisali varstvo podatkov, kaj pa to. Ne, zaupali so mi in ti učenci so sedaj starši otrok na naši šoli. To so nepozabni spomini. Vedno smo morali biti učitelji in smo odgovorni. To je prva stvar. Druga stvar, moraš biti pravzaprav strokovnjak. Predvsem pa moraš biti malo drugačen, da iščeš neko svojo pot. Ampak to je danes zelo pomembno, ker ko smo mi učili črno-bela televizija, Slovenija 1, 2, in ko sem ti razlagal neko zgodbo, si pred njih pripeljal nek nepoznan svet. Radovedni so bili, zanimalo jih je. Je danes karkoli rečeš, a to smo že slišali, a to je bilo pa na YouTubeu. A veste, kako boš danes motiviral nekega učenca? To je zelo zahtevna naloga za vse nove učitelje, mlade učitelje. In mislim, da tukaj imamo težavo. Takrat si bil car, si še govoril o Napoleonu. Danes se bodo vprašali, a je to nekdo na TikToku, a je to nekaj novega. Ne. In še ena stvar je, učitelji bi se morali pa ves čas zavedati, da vendarle dajemo otrokom nekaj neverjetnega. A se sploh da vprašamo, kaj je to za mladega človeka, ko ga naučijo učiteljice razredne stopnje pisanja, branja, kakšen svet se mu s tem odpre. Ja, brez tega ni nič. Pa vsi govorijo, ja, sej danes bom imel bitcoine, pa te konje, pa one konje, da ne gre treba znati pa verjetno poštevanko, ali pa treba znati zaračunati. In ta svet učiteljstva je bil včasih tako še malo v naši lasti, da smo lahko v njem res uživali, bili cari, bili spoštovani. Danes pa vsi so bili v šoli, vsi vse znajo in las informacij je tako neverjeten in tukaj se žal mi malo zgubi. Simon, dobro smo slišali, ne? A je to nekdo na TikToku? A ste vi zato na teh družbenih omrežjih, da izgubijo ta argument, pa reče se, jaz sem tudi, ne, zato sem pa morda vam bliže. Kako se je znašel ta družbeni oziroma ta YouTube, bom tega izpostavil, ne, v tem vašem šolskem sistemu, no, poučevanja? Pravzaprav je za začetke mojega bolj aktivnega pojavljanja v družbenih medijih bila kriva korona oziroma epidemija koronavirusa, ker smo se morali učitelji znajti, kako vzpostaviti stik z otroki. In takrat sem videl, kako otroci pač kje živijo oziroma kako komunicirajo. Tudi objavljal sem te svoje izobraževalne filmčke na YouTubu, ki so potem postali kar precej popularni, se še danes precej gledajo. In tudi otroci so mi rekli, ko smo se pogovarjali potem v šoli, ja, na TikToku je pa tako, daj pejte više na TikTok, in sem rekel, ok, kaj pa je to, in so rekli, ja, ne vas ne bo preveč straha, pa ne bo preveč neroden, to na začetku bo grozno, sem rekel, ok, potem sem res pogledal in res je bilo malo grozno, moram priznati, kaj se vse najde takole na prvi dogled, ampak potem sem nekako videl, da mladina danes je na teh omrežjih in sem želel jim stopati korak bliže, Zato sem se odločil, da bom zavestno tudi na TikToku in objavljal kakšne take kratke, seveda, filmčke oziroma in predstavljal kakšne zanimive stvari na tak način. Pod vprašanje je s tem, a se s tem morda razvrednoti poklic učitelja, ta vrednost, ali je v resnici to nek način, da se ga znova približa tem otrokom, ki so morda, ne da so drugačni, samo drugače gledajo na svet, v katerem živijo, no? Ja, to je zelo dobro vprašanje, Jaz mislim, da je lahko seveda več odgovorov, ampak sam mislim, da je potrebno iti tja, kjer so mladi, Seveda z nekim spoštovanjem, z nekimi pravili dostojnosti, recimo, ampak kljub temu se mi zdi prav, da tudi tam, kjer so, jim damo možnost, da slišijo tudi
tisto, kar imamo mi zapovedati, a ne, kot učitelji, kot odrasli, da vidijo, da smo jim blizu, a ne, da vzpostavijo tudi stik z nami, recimo, vse to so, se mi zdi, zelo dragocene stvari. In zatiskati si oči, da to ne obstaja ali pa da je to nek geto, se mi zdi nespametno, ne. Pač tako je, zdaj pa moramo s tem živeti. Oziroma, jaz pravim tako, dajmo izkoristiti pozitivne stvari teh družbenih medijev in medijev nasploh, da podajamo neke pomembna sporočila mladostnikom in tudi vrednote. Iris, vi imate Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, kaj sem pozabil? Ja, nekaj stvari, ja. Ampak ja, se strinjam s Simonom, treba jih je opolnomočiti, da bodo oni znali uporabljati te stvari z glavo, pametno, tudi nenazadnje bralna pismenost. Prek tega se jo tudi da razvijati. Torej, se mi zdi pametno, da jih naučimo uporabljati stvari. Če ne vem, v neki bližnji preteklosti bil učitelj morda malce nedostopna osebnost, a ne, ki je šel po šoli domov, pa nisi ga ravno videl, kaj je počel, če ni bil iz tvoje vasi, ali takšno pojavljanje, naprimer, da imaš pa svoje družbena omrežja, ki so kar naenkrat na voljo, pa tudi tvojim učencem, pa morda vidijo, kje si na morju, kaj počneš. A je to morda tudi težko za vas kot učiteljico? Pa po eni strani ja, paziš, kaj objavljaš, kaj delaš, vseeno imaš nekaj v zavesti, da jaz sem otrokom vzor, in dajem neke namige, kako živeti, na kakšen način živeti, te upoštevajo, si jim vzornik, no. Tako da ja, je dobra lastnost socialnih omrežij in tudi slaba, no. Ja, ker a ne, če govorimo o odgovornosti, in o tem bomo še govorili, do otrok, do družbe, ki jo nosi učitelj, se je zdaj res kar neka nova odgovornost še pokazala, zdaj morate še živeti, ne, tako da vas lahko imajo za vzor. In zdaj, da zaključimo ta prvi krog, kako pa danes gledajo na učiteljico ali pa učitelja otroci? Kako vas je to spoštovanje, o čemer je prej govoril Roman? Zdaj odvisno. Jaz sem mlada učiteljica, najbrž me nekateri še ne jemljejo resno. Je pa tudi odvisno, kakšen si ti kot učitelj do otrok. Če si pridobiš njihovo zaupanje, je lažje. Ti sledijo, te poslušajo, ti tudi pomagajo nenazadnje. Tako da jaz mislim, da je zaupanje potrebno, no. So spoštljivi otroci, so otroci, ki niso spoštljivi, ampak to je ta balans v življenju. Simon, kako pa starši? So spoštljivi ali niso spoštljivi? Včasih je učiteljeva beseda pač veljala za sveto, ne? Saj ne, da je bilo vedno to prav, ampak vendarle je načeloma tako bilo. Kako je pa danes starši? Ja, vsekakor bi lahko rekel, da so dosti bolj zahtevni, kot so bili včasih, a ne, ker, kot je že gospod Roman povedal, učiteljeva avtoriteta je bila kot neka aksioma, ne, pač tako je. Danes pa ni več tako, a ne. In to se vidi tudi v odnosu do staršev. So zahtevni, velikokrat želijo na svoj način peljati določene stvari, a ne, v šolskem prostoru, kar je po eni strani lahko rečemo upravičeno, ali pa imajo seveda zelo pomembno vlogo v tem procesu. Se mi zdi, da jih mora šola poslušati vsekakor, en dialog vzpostaviti. Po drugi strani seveda pa morajo nekako razumeti, da je šolski prostor, ima neko avtonomijo in en svoj način delovanja in da je zato potrebno tudi nekako spoštovati in upoštevati določena pravila, ne. Kar je pa, se mi zdi, včasih pri nekaterih starših težje, a ne. Ampak vedno gre za to vprašanje, ali smo starši in učitelji in seveda tudi učenci partnerji, in ali smo skupaj na tej ladji, a ne, izobraževanja in neke vzgoje, ali pa gremo vsak v svoje smeri. In se mi zdi, da če imamo skupne cilje in skupne vrednote, da seveda lahko dosti več dosežemo in tega se moramo vsi zavedati. Pravi način, a ne, da pridemo do nekih ciljev, je pa seveda sodelovanje in prava komunikacija. Gospod ravnatelj, katera je najbolj nenavadna zgodba, ki jo imate starši? Moram reči, da imam veliko zanimivih zgodb, da sem pogosto na strani staršev v nekem razumevanju, sprejemanju. Dejstvo je, da vsak starš ima svojega otroka najraje, za njega je pač prva prioriteta v življenju, da pa pri tem žal starši nismo vedno najbolj realni.
Pri tem je potrebno razumeti, da imamo neke cilje, vizije, sanje v življenju, ki jih včasih skozi sebe projeciramo na otroka, ki pa teh ciljev ne deli, ki ima popolnoma svojo pot, ali če uporabim pesniški izraz, noče skozi tista vrata, skozi katera je odšel že avta. In tukaj imamo pravzaprav mi ravnatelji, učitelji največ težav. Starši pridejo in rečejo, je to Maja pa popolnoma drugačen. Normalno. Doma je pa zelo priden. Možno, čeprav priden, veste, je to fikus, ki ga nekaj postaviš, pa potem je tam ves čas, to je relativna beseda, kaj je priden. Jaz sem vrat nagajive učence, radovedne učence. Moram reči, da so nekateri kar pogosto gosti v moji pisarni. Ampak zanimivo je, da me potem ti otroci na cesti, na ulici najprej pozdravijo. Včasih je prav neprijetno, kot kričijo čez vso trgovino: ravnatelj, a se me spomnite? Ja, žal. Ali pa, ja, super. Zdaj, kar pa je bilo vaše vprašanje, najbolj nenavadna zgodba. Ja, mogoče ena, nekoč je prišel noče pa je rekel, jaz sem svojega otroka prešolal z vaše šole, sem rekel, redu, kar izvolite. Je rekel, veste kaj, vi ste takšen ravnatelj, ki mi ni všeč. Sem rekel, redu, sprejemam. Nikoli ne kričite na njih, ne tulite, dajte narediti nekaj, da bo moj otrok res prišel jokajoči iz vaše pisarne. Glejte, sem rekel, gospod, to mi lahko takoj narediva, brez težav, samo vprašanje, kakšen bo cilj. Čez nekaj let je ta enak oče, isti oče prišel v pisarno, pa rekel, gospod ravnatelj, a mi lahko pomagate, ne gre to, izgubili smo se, kako in kaj. Torej, takrat ga nisem vprašal, če otrok pogosto joče, kajti čutil sem, da sedaj pa joče oče v neki stiski, v nekih težavah, ampak ne smemo izgubiti zaupanja v lastnega otroka. Moramo najti neke načine. In kadar pač starši ne najdemo prave poti, besede, načina do vstopa, tem je dobro, da zaupamo šoli, da spoštujemo njeno avtonomijo, da verjamemo, da v šolah smo učitelji, ki želimo dobro otrokom, ki jim želimo pozitivno prihodnost, da to smo v tem poklicu, ker drugače bi šli gotovo kam drugam. In ko starši doumejo, da smo res vsi, metafora barke je dobra, ker včasih se ta barka skupaj z nami hitro potopi, da vsi plujemo v isto smer, vsi prizadevamo, takrat so rezultati. Dejstvo je pa, pri nekaterih otrocih gre to zelo hitro. Pri nekaterih malo teže, ampak velikokrat se posplošuje, da imamo v šolah zelo zahtevne otroke. Ja, glede na čas, da, imamo drugačne, imamo bolj sposobne, ampak otroci so otroci. In potem zopet velikokrat krik v družbi, starši so nemogoči. Bodimo iskreni, veliko staršev je čudovitih, zelo dobro sodelujejo v šolo, ampak ti so mirni, so pristopni, so prijazni, vedo, za kakšne cilje si prizadevamo. In koga najbolj slišimo običajno? Neko manjšino, ki je pa tako glasna in potem ni nenavadno, da je tudi otrok v šoli najbolj glasen. Se vemo, da dobiva neke zglede doma, dobiva zglede v družbi in potem lepo kom se vrgel ta otrok. Očetje pogosto rečemo, da pa mami, a ta izgovor ne drži dolgo. Dobro iztočico ste mi dali in tudi v družbi velikokrat rečemo, učitelji danes nočejo več biti učitelji, gredo v druge poklice, ravno zato, ker starši so res naporni, otroci so tudi naporni. Vi ste še v tistem razredu bili, ko ste se šolali za učiteljico, ko je bilo zanimanje še dokaj visoko, potem, čeprav je že takrat padalo, pogledal so zadnje podatke in piše, da je bilo že manj prijav, kot je bilo razpisanih mest. Kar je nenavadno, to se ni zgodilo prav velikrat, se pa je v letu 2023-2024. Kaj mislite, da je razlog, da se mladi ne odločajo več za ta poklic, ki je vendarle plemenit, zanimiv, dober? Ja, moje mnenje, ni atraktiven, nisi influencer, nisi znan, učiš v bistvu otroke, ampak moramo se zavedati, da je to najbolj pomembno, da prijemo potem do tistih poklicev, ki so res pomembni, medicina, ne nazadnje, zobozdravniki. Tako da jaz mislim, da je največja težava, da se ne prijavi več toliko študentov na fakulteto, prav ta, in pa ja, ko poslušam, vedno slišimo samo slabe stvari, torej vedno slišimo, starši so naporni, otroci so naporni, vendar ja, to je mogoče eden na razred, imaš še 24 učencev, ki so čudoviti, potem prav tako starši čudoviti. Ja, si pa vedno zapomnimo tisto slabo izkušnjo in jo najbrž tudi delimo.
Redko kdaj se zgodi, da pride kdo v zbornico pa reče: kako sem imel pa danes lep dan, vsi so bili tako poslušni, vsi so delali točno tako, kot sem si zamislila." Redko slišimo pohvale, tako da si zapomnimo samo slabe stvari. Si bomo kar podobno vprašanje postavil, kaj misliš, da je res razlog, da je ta poklic postal tako nepopularen, a ne? Da je v resnici izgubil ta čar, se morda ga ni, ampak vendarle pa številke kažejo na to, ne samo, da je manko je že tam, kjer se izobražujejo, potem vemo, kaj to pomeni, ne? Preden bomo spet zapolnili to vrzel, bo trajalo. Ti pa si na primer še influencer, ne? In to dober, celo pameten, to se redko zgodi, in imaš vsebino, torej lahko si influencer in učitelj. Ja, lahko si, ampak ne moramo zdaj vsi učitelji biti tako, recimo, tako znani, recimo, a ne. Ampak jaz mislim, da vsak učitelj je influencer in to zelo pomemben influencer v življenju mladih otrok, a ne. In mladi potrebujejo v bistvu zgled, kot smo prej rekli, a ne. Ljudi, ki jih bojo peljali skozi to zelo burno obdobje človeškega življenja, ne. Ko od otroka, ki si še odvisen od staršev, postaješ vedno bolj individualna, samostojna, tudi odgovorna oseba, a ne. In to obdobje pubertete tudi je zelo intenzivno, a ne. V današnjem času z vsemi informacijami in mediji družbenimi so stvari še težje, bi jaz rekel, ne, kot so bile 20-30 let nazaj. Tako da ni lahko, ampak učitelji imamo zelo pomembno in plemenito nalogo, da spremljamo mlade, a ne, in kažemo določene vrednote, da jim posredujemo znanje in da jih nekako opremimo za življenje, ne, seveda skupaj s starši. In ta vloga je izjemno pomembna, a ne, zelo pomembna, tega se moramo zavedati in se mi zdi, če na en svoj način pelješ ta pedagoški proces, ker vsak učitelj je nekaj posebnega, a ne. In lahko da iz tistega, kar pač nosi v sebi, a ne, daje drugim. In to je eno veliko bogastvo. Tako da vsak učitelj je v bistvu poklican k temu, da vpliva seveda na učence, da jim daje nekaj iz svojega in na ta način tudi gradi družbo kot tako. Zdaj, seveda, danes v tem svetu so popularne tiste stvari, ki se bolj vidijo, ki se bolj bliskajo, ki nosijo denar in ne vem kaj še vse, a ne. To učiteljski poklic v osnovi ni, a ne, oziroma vrednost seveda moramo ovrednotiti tudi recimo finančno, a ne, in je prav, in tudi hvala Bogu je bila sprejeta tudi neka reforma, a ne, pred kratkim, kjer so se stvari nekoliko popravile in se še bodo, ampak bistvena stvar je pa, da svoj poklic jemljemo kot poslanstvo, a ne, in če človek to naredi, potem na nek način vsem z veseljem hodi v šolo in tudi rad dela z mladimi. Mladi so pa v bistvu tako, v katerem koli obdobju, po moje, je zelo podobno, a ne, da so zelo živahni, preizkušajo meje, so radovedni, včasih znajo biti tudi predrzni, ampak če je učitelj človek na mestu, ki je nekako ukoreninjen v svojo vlogo in je strokovnjak na svojem področju, pa seveda, če se skuša približati z otrokom, potem mislim, da pride do uspeha, ne. Zaradi tega, ker vztrajaš tudi v težkih situacijah, največ se pa naučimo ravno preko nekih težkih situacij, a ne. To mislim, da vsi vemo. Na vseh poklicih. V vseh poklicih je tako, a ne, tudi v šolstvu, a ne. In takrat, ko ti se mi zdi najtežje, ko grizeš skozi ene stvari tudi v odnosih, lahko pride na koncu najlepše stvari ven, a ne. Zdaj sem slišal kar veliko zelo pomembnih, tudi lepih stvari, od te odgovornosti da si pravzaprav res influencer za življenje, kar je res dobro razmišljanje. Omenil si pa tudi denar in tudi mimo tega seveda ne bi šel, pa si mi dal zdaj ti iztočnico. Prebral sem, plača v Sloveniji, ko je govora o učiteljih, med 1850 bruto, pa lahko potem z dodatki, leti in tako naprej znese, to verjetno pa bolj za ravnatelje, tam 3400 evrov bruto. Ko si vstopila v šolske klopi, ampak na drugi strani, ne, ko si bila učiteljica, kakšna je začetna plača mlade učiteljice bila? Če bi se po plači izbirala poklic, sigurno ne bi bil tukaj, ker sem. Tako da
pač minimalno, ni nek presežek. Mnogi potem rečejo, pa kaj pa tako jarate, ne? Tistih 5 ur ste v razredu, 2 uri ste malce v zbornici na kavi pri sosednjem lokalu, 2 meseca poleti doma, če to preračunamo v ure, imate pa super plačo. Zdaj, Imate le kasino te počitnice, no, to je naš dopust v bistvu, za katerega moramo tudi narediti ure. Tako da in vse te priprave, noben na faksu ni povedal, da bomo mogli popoldne popravljati teste, da bomo mogli popoldne sestavljati teste. Tako da v bistvu ta plača je za 8 delovnih ur ali pa še več. Ja, kar izvolite. Saj sem videl, ampak sem najprej moral vprašati seveda mlado učiteljico, ne, ki je še bolj sveža. Nekaterim učiteljem ne bodo nikoli omogočili takšnega plačila, kot bi si ga zaslužili. Ker živijo noč in dan za šolo, ker nosijo stvari s sabo, ker po noči, ko si perejo zobe, razmišljajo o tem, kaj bodo drug dan naredili v šoli, da bodo vendarle našli pravi pristop do tega in tega učenca. Ko jih je vendarle nekako včasih tudi neupravičeno strah, kako bodo reagirali ob nastopu očeta, ki misli, da je z denarjem kupil tudi vso šolstvo na Slovenskem in ves svet. Torej, to je ena stvar. Druga stvar je, učitelj ni strokovnjak samo na svojem strokovnem področju. Znam zgodovino, pridem, govorim o drugi svetovni vojni, potem grem. Mora občutiti učenca, mora biti dovolj empatičen, moramo razumeti toliko socialnih stisk, ki se pojavljajo v šoli. Včasih pravijo, najboljši učitelji so tisti, ki so najbolj pošteni, ki imajo za vse otroke enake vatle, 5 je 5, 4. Ja, pri ocenjevanju da, pri vrednotenju znanja da. Ampak mi razmislimo, s kakšnimi zgodbami vstopajo ti učenci v šolske prostore. Kako čudovito je, če lahko učenec pride do učiteljice, pa ji reče, rad bi se pogovoril z vami, in ji zaupa težko tragiko družine in mu pomagamo, ga rešujemo. On ne more nositi bremen, ki se pojavljajo v družinah. Koliko naredimo po šolah s šolskimi skladi, koliko prireditev na šolah za to, da zberemo finančna sredstva za to, da bo slovensko osnovno šolstvo res brezplačno, vsaj v nekaterih dejavnostih. In vse to je učiteljevo delo. Torej, tisto popravljanje kontrolnih nalog, popravljanje spisov, to je en sestavni del. In imeti počitnice pomeni oditi, pozabiti na vse. Če si ti danes imel v šoli nek razgovor z učencem in ti neke stvari razložil, boš na smučanju še vedno nosil to. In še ena stvar je, velikokrat se nam zgodi, da učenec reče učiteljicam razredne stopnje, mama, čisto mirno, spontano. Tudi mene kot ravnatelja na razredni stopnji poskušajo kdaj kakšni učenci, učenke objeti, pa jaz sem že v tiste kleti, ko rečem rajši ne, a ne. Ampak to je vse to, da ne govorim o tem, da dober učitelj se bo izobraževal, bo spremljal stvari. Nekoč smo učili stavjo pa skredo, danes ne moremo učiti niti več s PowerPointom. Super, krasno. In res je, delamo z mladimi in mi moramo razumeti mlade. Zato je načudovita lastnost tega poklica, a nikoli se ne postaraš. Tudi pri 55 še poskušaš igrati z njimi nogomet, čeprav ugotoviš, da to ne bo dobro. Ampak to je to. In če učitelj živi v tej širini poklica, v tem poslanstvu, v vseh razsežnosti dela z mladimi, potem se tega ne da plačati. Če pa učitelj pride v šolo s pripravami, ki so stare 25 let, sede za kateder in bere, potem tako vemo, da takšnih učiteljev je bolje, da jih v slovenskih šolah ni, ker učenci ne sprejemajo in potem seveda ne bo nobenega reda, nobenega znanja. Ampak verjemite, takšnih učiteljev ne more biti. Kaj ste kaj rečejo otroci, pa kaj smo mi včasih rekli, je takšnega učitelja bodo odnesli. Ne dobesedno. Ampak se bo sam razumel, da ne more delati. Da se znaš v nekem zaprtem prostoru, kjer trpi. In najhuje je, če učitelj trpi na svojem delovnem mestu. A je v težko, se bom vrnil čisto na zaključek, da naša družba ne razume, kakšen pomen imamo v šolstvu in kaj vse je pravzaprav odvisno od nas. Brez zamere. Ti mladi, ki jih sedaj poučujemo, bodo za nas skrbeli. A si želimo operaterja, ki ničesar ne ve? A si želimo nekoga v domu upokojencev, ki bo popolnoma brezčuten, nevzgojen? A si želimo
trenutka živeti v takšni družbi, kjer smo ego, ker da ni družba kapitalizem, socializem, komunizem, da je egocentrizem. In za to, kar učitelji upravljajo, si zaslužijo tudi korektno plačilo. Nisem rekel koliko. In zaključek, žal, pa naša družba misli, da lahko meri nekatere samo po denarju. To, kar delajo dobri učitelji v slovenskih šolah, je neizmerljivo in mnogi so vam za to zelo hvaležni. Pod vprašanje, vi kot ravnatelj lahko dobrega, najboljšega učitelja nagradite? Z redno delovno uspešnostjo da, ampak zelo težko je tukaj narediti neke velike razmake in tako dalje. Lahko mu omogočim več izobraževanj. Lahko ga pred celotnim učiteljskim zborom pohvalim. Lahko tudi z veseljem preberem zapis staršev. Tudi takšni starši so, ki v koncu leta napišejo, da so učiteljem dobri. Lahko se pohvalimo z njim pa rečemo, gledajte, gospod Simon je dal zgodovini neko popolnoma razsežnost, ampak bodimo pošteni, nikoli pa ne moreš toliko nagraditi, kolikor je tukaj poslanstva, kolikor je tukaj zaupanja in kolikor je tukaj vsega tega, kar učitelj vendarle naredi, če je res učitelj, in verjamem, da jih je veliko srca. Ne spomnim se letnice, je pa dolgo nazaj, ko sem še gledal televizijo in je bila tam največja zvezda Oprah Winfrey, mislim, da smo ravno dobili televizijo. Pri njej je gostoval en res majhen fantek, no. Bil je pa nek veleum v Ameriki, ki je, se mi zdi, da doktoriral pri neverjetno mladih letih, 14-17 let, skratka, bil je res fenomen. In na koncu pogovora ga je vprašala, to sem si pa zapomnil, ne, in mi danes prav pride, kaj bi pa ti spremenil, da bi bil svet boljši. In njegov odgovor pri tistih mladih letih je bil, učiteljem bi podeseteril plačo, zato ker verjamem, da so oni tisti, ki lahko našo družbo spremenijo na bolje. Ravnatelj ni želel reči, kakšna je ta plača, vi pa ste mlad, pa se verjetno pogovarjate s kolegi, pa reče, svam pa tako. Kakšna pa bi bila, na primer, takšna plača, da bi učitelje in učiteljice rekle, ja, jaz pa dobro zaslužim za to, kar delam, a obstaja takšna številka? To je zelo težko reči, ne? To je zelo težko reči. Jaz mislim, da je treba pač tukaj na neki državni ravni ovrednotiti to delo, a ne? In uskladiti seveda plače s primerljivimi poklici, a ne? Zdaj o številkah je tukaj zelo težko govoriti, no. Si ne bi upal tega, no. Se mi zdi pa zelo pomembno, seveda, da so učitelji dobro plačani, a ne, zadosti dobro plačani, da imajo tudi možnost napredovanja, ker v šoli tudi je, a ne, tako da tudi z leti se plača zaradi tega viša, a ne, in je tudi nekoliko lažje potem živeti, a ne, ko si že nekaj časa učitelj, tudi to se pozna. Vsekakor pa plača ne more biti, se mi zdi, in tudi ne sme biti glavna motivacija, a ne. Ravno zato, ker ne delamo samo za plačo, a ne, ali pa prvenstveno za plačo, ampak prvenstveno za dobrobit mladih otrok, ki jih imamo pred sabo, ne. In to se mi zdi največja nagrada, ne. Ker tudi, če človek dobi neko finančno nagrado ali pa ne vem kaj, po mojem mnenju se ne more primerjati z nekim občutkom zadoščenja, ki ga človek dobi, ko premakne neko zelo pomembno stvar, a ne. In mi premikamo kot učitelji v bistvu srca otrok, a ne, v pozitivno smer, si upam reči, oziroma saj trudimo se. In ko vidiš te premike, ko vidiš neko znanje, ko vidiš otroka, ki postane bolj samozavesten, ki iz sebe spravi več, ki svoje talente nekako izkorišča, ne, to je zame največja plača in največje zadoščenje, ki mi ga denar ne more dati. To so res lepe stvari, ki jih poslušam, ampak potem pa ne pogledam številke, pa se mi zdi, da mladi morda tega ne slišijo dovolj pogosto, ali pa da vendarle razmišljajo sam, ko grem prvič v službo, bo moja plača 2000 evrov neto, a ne. Spet nekaj številk, v Evropski uniji je 40% učiteljev starejših od 50 let, kar se mi je zdelo res neverjetno, pa le 8% mlajših od 30 let. Ampak rečemo, dobro, to je Evropa, ne, saj to nas pa ne zanima, saj tudi za Slovenijo to velja. V osnovnih šolah je 8% učiteljev starih 60 ali več, ne, kar je skoraj 3% več kot pred 5 leti. Še tole, v srednjih šolah, na primer, je polovica učiteljev starejših od 50 let. Kar pomeni, a ne, da se nam čez nekaj let, morda čez desetletje, obeta
prava katastrofa. Morda pretiravam, a ne, ampak vendarle, gospod ravnatelj, koliko učiteljev manjka na vaši šoli? Manjka nihče. Je pa res, da nekaterih delovnih mest nimamo popolnoma ustrezno zasedenih. Se nam pa zgodi v času kakšnih bolezni, januar, december, ko je veliko obolenj, da preprosto ne veš več, kdo bo vstopil v učilnico. Ste lani kaj poučevali? Sem. Kaj ste učili? Lani je kolegica dobila zelo izzivalno ponudbo, lahko je odšla na poučevanje v tujino, zato sem to kot ravnatelj omogočil, ampak po 2 mesecih iskanja nismo dobili učitelja slovenščine, ki bi poučeval in prevzel njene ure. Zato sem od aprila pa do konca junija poučeval do oddelka 9. razreda. Moram reči, da je bilo to res lepo, svetla plat, popolnoma drug pristop, kajti predtem, ko si ravnatelj, si velikokrat, oprostite, birokrat, varnostnik, inženir, psihoterapevt, vse, kar je možno od kadrovnika, pa potem spodbujevalec, motivator, ko si pa v razredu, si pa učitelj v pozitivnem smislu. In bilo mi je zabavno, kako so učenci pravzaprav hitro spremenili odnos, pozabili, da si ravnatelj, da si učitelj. Je res, da sem malo bolj stare šole učitelj, ampak mislim pa, da smo se imeli lepo, predvsem v tem kontekstu razumevanja. Želim vas naučiti, sem vzgojitelj, lahko sem motivator, slišali so veliko zgodb, ki drugače ne bi slišali tudi v moji mladosti. Pokazal sem jim, da razumem njihove težave, da jih sprejemam, ampak da poskušam biti odgovoren. Torej, ko sem jaz nekoč učil v gimnaziji, se opravičujem vsem svojim nekdanjim dijakom in dijakinjam, ker so morali znati toliko neumnosti, da mi je še danes grozno. Ne vem zakaj, mislil sem, da je potrebno vse. Zdaj, ko si odrasel, znaš ločiti zrnje od plev, veš, da imaš malo časa in podajaš bistveno. Ampak tista najlepša izkušnja, ki sem jaz imel po tem poučevanju, bili so zadovoljni z mojim poučevanjem, pa to ni hvala. Ugotovili so, da so se precej naučili, všeč jim je bil pristop in včasih si lahko zopet zbudil pri njih radovednost. Ne pijem kave, ampak v učilnico sem prinesel skodelico kave, ki je dišala, kar je na naši šoli sicer prepovedano. In vsi so vedeli, da bomo govorili o skodelici kave. Na koncu so rekli, kaj boste storili zdaj s to kavo? Pokazal sem jim nazorno, kaj bi jaz storil, če bi bil na mestu Cankarjeve matere. Tudi bobe so imeli. In kdo jih je dobil? Ker ni bilo za vse. Dobili so jih tisti učenci, ki so to črtico najbolje prebrali, najbolje razumeli in niso bili tisti, od katerih to pričakuješ. Za zaključek, zelo veliko so mi pomenile besede dedka enega mojih učencev, ki je rekel, pa kaj ste mi počeli pri pouku? Ne vem, a si lahko zamislite, da je učenec prišel domov in je po zbirki Rdeča naša beseda iskal določene avtorje, komaj smo počistili prah. In se mi zdi, da to je tisto, kar ti pomeni veliko. Da si prebudil, da si zbudil zanimanje, da so dobili neko vedenje, nek odnos, je pa res. Slovenisti, zgodovinarji imamo idealno priložnost, da ob tem sporočamo, kaj so vrednote, kaj je vredno v življenju, kako do tega priti. Lahko razvijamo medsebojne odnose, lahko razvijamo čustva, lahko delujemo tako, da je v učilnici smrtna tišina in samo čakajo, kakšno bo nadaljevanje. Tem rečeš, no, dragi moji, to boste pa prebrali doma. O ne! Ne! In to so ti izzivi, ki nas navdušujejo. Prej ste rekli, plača. Ja, če je nekdo študiral toliko let, če je nekdo na tako odgovornem delovnem mestu, če vsi govorimo, da so otroci naše največje bogastvo, če starši vedno kupimo otrokom vse, kar je treba, tudi če težko, ker vemo, da pri otrocih pa nismo preveč krtene. In potem pa dajmo temu poklicu enakovredno plačilo v naši družbi, glede na primerljive poklice in to pravočasno, ne po segmentih. Kolega je rekel, da je plačna politika uspela. Ja, pri učiteljih se pozna za 120-130 evrov v 3 letih. A je to vredno tega, o čemer smo govorili?
Res na tem, ampak en medklic pa kave ne pijete torej? Saj ne v šoli? Razredu ne. A v razredu, dobro. Imamo pa zjutraj v jedilnici. Ampak sem mogel jedili to. V zbornici tudi dobi kave. V zbornici jo pijemo. Ne. No. In zdaj, preskok se bom vrnil k vam, o zgodovinarjih je bilo govora. Vem, da ste se kar veliko srečali ali pa družili tudi s profesorji ali pa jih spremljali iz tujine, a ne, vendarle ste bili slovensko žezlo v svetu, a ne, ko smo rekli, evo, ta je pa naš, ne, poglejte ga. Kako gledajo pa učitelje v tujini? A je tam tako drugače? Po podatkih, ki jih imam, popolnoma nič, ne, kaže, da tudi tam zanimanje za ta poklic upada, ampak vendarle pa morda res spet gledamo samo tiste, ki so malo bolj popularni, vidimo, da so ti novi pristopi, da so učitelji drugačni, da ti mladi, ki pa se odločijo, pa vendarle prinesejo nekaj novega, kar je pa mladim všeč. Kaj pravijo kolegi iz tujine? Jaz mislim, da v grobem so stvari precej podobne, a ne tako kot pri nas, zato ker smo v neki družbi, zahodni družbi, ki se globalno spreminja, a ne, in se vse to odraža seveda tudi v segmentu šolstva, a ne. Tako da razlike so, bom rekel, nekako po različnih državah, regijah, a ne, kako je poklic cenjen, a ne, vemo, da v Skandinaviji igra dosti večjo vlogo, da je tudi bolj ovrednoten in v družbi in plačno, da so tudi nekako bolj drzni in pogumni pri eksperimentiranju oziroma uvajanju nekih novosti. Tako da jaz bi rekel, stvari ne moramo zdaj preslikati direktno v naš šolski prostor, ker je šolski prostor vedno odraz neke kulture in okolja, v katerem je, ampak kakšne dobre prakse pa seveda je smiselno prinesti k nam in jih tudi uvajamo, ne, jih tudi uvajamo. Drugače so pa učitelji, ja, tudi drugod, zelo različno, ne, zelo različno. Taki, ki so navdušeni in tudi zelo aktivno sodelujejo z mladimi oziroma uvajajo neke nove pristope do nekaterih, ki mogoče še bolj tradicionalno učijo. Tako da zelo različno. Se mi zdi pa tisto, kar je eno veliko bogastvo pri srečevanju medsebojnem, je pa to, da lahko delimo svoje izkušnje, a ne tudi iz drugih prostorov, da je učitelj lahko velik navdih, a ne, da so določene novosti, pristopi, ideje take, za katere rečeš, aha, super, tole mi je pa všeč, to bi pa tudi jaz lahko naredil, a ne, tako da druženje, izmenjave, to, kar prinaša pravzaprav tudi današnji svet in Evropska unija in vse povezave, v katere je vpeta tudi Slovenija, so lahko velika spodbuda, no, tudi pri tem procesu spreminjanja šolstva, ja, ne. In šolstvo se spreminja, se mora spreminjati, zato ker se čas spreminja, v katerem smo, in se mi zdi, da vsi tisti, ki delamo v šoli in šolo, se moramo o tem spraševati, razmišljati in gledati vnaprej, a ne, ker mi bi morali biti tudi vizionarji, a ne. In gledati, kakšni so izzivi, ki nas čakajo, s katerimi se že sedaj srečujemo. Smo omenili recimo en zelo velik izziv, torej pomanjkanja poklicev. In ta izziv mislim, da ne bo izginil čez noč oziroma obratno, dejansko se bo še poslabšalo, a ne, če se seveda ne bojo stvari drugače zapeljale. Tako da vsi tisti, ki nosijo neko odgovornost, a ne, tudi na državni ravni, bi morali prisluhniti tem dejanskim, realnim težavam in na nje ustrezno odgovoriti. Ne šele takrat, ko bo prepozno ali pa zelo pozno, ampak čim prej. In tukaj se mi zdi, da včasih malce zmanjka, ne vem. Razumevanja? Ja, razumevanja, pa tudi mogoče enega poguma, a ne. Ker za to je potrebno v bistvu res imeti pogum, a ne, in dejansko prevzeti neko odgovornost, pa tudi zbrati ljudi na kup, načrtovati, a ne, tako da tukaj se mi zdi, da imamo še kar nekaj rezerve, no. Iris, vem, da sediš med dvema gospodoma, ne, ampak ko sem pogledal podatke, 18.824 učiteljic in učiteljev je v osnovni šoli, že 1,2% manj kot leto prej, ampak zanimiv je bil podatek, 88% pa ženski, le 12 moških. Kako to, da ste ženske toliko bolj navdušene nad tem poklicem, moški pa tako malo očitno? Ne vem, jaz bi mogoče rekla materinski nagon.
Ne vem. Več pa res nisem nikoli razmišljala o tem, zakaj moški se ne odločajo. Se bi lahko moška vprašal, pa panem pa sta se, zato morda to ne bi bilo pravo vprašanje. Pod vprašanje pa je, ko slišimo, da je učiteljev premalo, da jih bo še manj in tako naprej, potem pride neka ideja, da reče, dobro, lahko bi se tudi iz kakšne druge panoge, nekdo, ki ima ta čut, ne, ravno ti si omenila materinski čut, ampak kako imaš čut, da bi poučeval, enostavno preseli v učilnico, ne. Dobro, če se ravnatelj preseli po letih in letih poučevanja, je to nekaj drugega, kot če se v učilnico preseli nekdo drug. Koliko časa je trajal tvoj študij? 5 let. 5 let. Misliš, da lahko nekdo brez tega študija enako dobro opravlja delo učitelja? Če je zagret, pa entuzijast in se seveda poglobil temo v današnjem času, ko ti že ChatGPT skoraj da napiše, kaj je treba povedati? Zdaj, študij je potreben, vsaj študij didaktike, kako smo približati otroku, na kakšen način on razmišlja, torej psihologija otroka, kako mu predstaviti matematiko, naprimer, kar jim je 1. do 4. razreda, 5. abstraktna. Tako da jaz bi rekla, da študij je potreben, bi pa se dalo prekvalificirati vsekakor, torej z neke volje, z neke dodatnega učenja, torej psihologije, didaktike. Mislim, da bi se lahko vsak odločil za ta poklic, ki ima voljo, ki ima čut, ki si želi delati z otroki, jih motivirati, biti vzornik. Tako da ja, mislim, da je študij privlačen? Ne. Študij ni privlačen, ampak če pač ti želiš neko stvar, ga opraviš, narediš vse, kar je treba, da lahko pač greš čim prej v razred. Je pa res, da je veliko stvari na fakulteti tudi balast, torej da se jih ne uporablja. Lahko bi povedali, da popoldne pišete naloge, na primer. Gospod Roman, bom kar ponovil vprašanje, ker se bližamo koncu te šolske ure. Prve, ko govorimo o učiteljih, mislim, da smo slišali veliko pomembnih stvari, da bi mladi razumeli, zakaj je ta poklic tako pomemben, a ne, bi moral biti še bolj cenjen. Ampak bom vas vprašal, če vas pa ne bo, a ne, dovolj, vi boste pa še vedno ravnatelj, pa boste že hodili okrog fakultet, novačiti mlade učiteljice in učitelje, da naj vendarle pridejo k vam, bi se poslužili te možnosti, o kateri se kar realno govori, da bo pa nekdo iz realnega sektorja prišel, češ vse on pa tudi bolj ve, kaj je treba za življenje in tako naprej. Ne vem, kje boste sicer kemika, fizika dobili, ne, ampak... Odkrita beseda. Nekateri ravnatelji vsak dan razmišljamo, da ne bi bili več na tem delovnem mestu, zaradi tega, ker ob vsem tem, kar smo danes lepo govorili, je vendarle veliko tudi tistih stvari, ki niso tako lepe, ki niso tako prijetne, ki sistemsko niso rešene, ki zahtevajo človeka ves dan, ki vplivajo tudi na zdravje, ki ti včasih dajo vedeti, da si nemočen. Zaradi tega, ker v nekih trenutkih ostaješ sam. In eno od vprašanj, ki je za ravnatelja v tem trenutku najtežje, je, kje dobiti ljudi. Ker ti tukaj nimaš recepta. A bomo imeli čez 2 leti 3 učilnice, pa letečega učitelja, ki bo vsaki skupini dal nekaj novih nalog, ki jim razložil. Ne vem, če bo to dober sistem. Ideja, da nas bo umetna inteligenca razširila, da bodo v vsakem delovnem prostoru neki računalniki, jih bomo povezovali. A veste, dotik, objem v družinah je nujno potreben. V šoli pa očesni stik, pohvala, spodbuda ali pa tudi jasna beseda, kajti tudi pri nas je potrebno postavljati meje. Dejstvo je, da kakorkoli bomo govorili, učiteljev bo naslednje leto še manj kot jih je letos. Smo pač v tistem obdobju prehoda, ko je generacija učiteljev res izredno, že v letih vsi, ki vztrajamo, imamo tudi nek rok uporabe, kar pomeni, da počasi bomo to morali prepustiti mladim. Res bi bilo moje sporočilo to. Razmišljamo na sistemski ravni, katere možnosti še imamo. Bodimo tukaj, se pa pridružujem, pogumni, drzni, iznajdljivi, poskušajmo najti neke druge stvari. Ne govorim o oglaševanju, ampak mislim, da bomo morali reupiti medijski prostor negativizma in poslati v svet jasna sporočila. Zdaj, kakorkoli že, v nobenem poklicu nimaš takoj povratne informacije, kot imaš v učiteljskem. V našem poklicu vidiš napredek, vidiš razvoj, lahko si ponosen na svoje delo. V končni fazi dobil si otroka, ki na začetku ni znal ničesar na tvojem področju, na koncu dosega ogromno ciljev, standardov, ti zna povedati,
kako je za učitelje zgodovine izziv učiti prazgodovino, a kakšno zadoščenje je, kot je otrok na koncu prinesel sekiro, pa reče, to sem pa poskusil narediti tako kot v prazgodovini. Ja, manjka nam navdušenja, manjka nam optimizma in manjka nam zavedanja. Govorimo, ko bo zadnja čebelica umrla, bo svet propadel. Ja, kaj bo pa z našo človeško raso, kaj bo pa z našimi otroki, kaj bo pravzaprav vsem tem, ki je bistvo, vizija, smisel življenja. In nisem ravno optimist, da bomo dobili v kratkem dovolj učiteljev. Verjamem pa, da bo prišlo do nekega krutega spoznanja, da jih nujno potrebujemo in da bomo morali tudi tukaj narediti vse tiste, ki smo v šolah, da jih prepričamo. Ko si včasih vprašal, kaj boš, ko boš velika? Učiteljica, učitelj, astronaut. Ko jih danes vprašaš, ne bom povedal odgovorov. Ampak bilo bi lepo, če bi vendarle prišli spet do tega, da je učiteljski poklic res potreben, odgovoren, zelo zahteven. Moramo biti v 1000 vlogah od začetka do konca svojega delovnega časa. Potem si pa tudi zaslužimo, da ko gremo poleti nekam, imamo mir. V resnici na ljubo ga nimamo, ker nas povsod srečujejo učenci. A ni prijetno, če te pred nakupom sladoleda sreča učenec, pa reče, a gospod ravnatelj, a vi boste tudi, pa rečeš, ja, a danes pa nimate kravate, ne morejo, pa nimam. Torej si mu dal neko sporočilo in si ga poslal v svet z ljudnostjo, spoštovanjem in odnosom. In mladi, verjemite, mnogi vztrajamo zato, ker čutimo, da je to res poslanstvo, odgovornost in mi smo ponosni na svoj poklic, mi se zavedamo svoje vrednosti. Če nam družba včasih tega ne pove javno, pa verjemite, otroci, starši, pa tudi sodelavke velikokrat rečejo, dobro delamo. In moram reči, da po mnogih letih imam zopet zamazane roke s črnilom. Nič ni narobe, če se malo okužimo s črnilom in šolskim prostorom. Ja, preden zazvoni šolski zvonec, v tem prvem podcastu od 12, ko govorimo o najpomembnejši stvari, ko govorimo o osnovni šoli, to je torej bistvo, to so učitelji in učiteljice. Če bi vam dal čarobno palico, kaj bi naredili, da bi ta vaš poklic, ki ga upravljate z veseljem, postal bolj popularen tudi za tiste, ki prihajajo za vami? Pravzaprav se že trudim v to smer, s tem, ko se tudi pojavljam na družbenih omrežjih, pa kakšen intervju dam, in predvsem s tem, da z nekim navdušenjem delam z mladino. In se mi zdi, da rezultati potem pridejo in tudi nekako tako ali drugače odmevajo. Ali lokalno, ali malo širše, niti ni tako pomembno. Pomembno je, da vidiš rezultate, da si vesel, da si ponosen na to. In jaz sem prepričan, da tisti, ki čuti ta pedagoški žar v sebi, da če se vrže v te vode, pa si upa, torej če je zadosti pogumen, da mu ne bo žal. In to je poklic, ki si upam reči zelo nagrajujoč. Torej vidimo rezultate, imamo povratno informacijo, in čeprav je včasih seveda težko in naporno, ampak mnoge pozitivne stvari in povratne informacije odtehtajo tudi ves napor in tiste stvari, ki so težje. Nisem začel z vami, bom pa končal z vami, prav je res. Kaj je bila najlepša stvar, ki ste jo kot učiteljica doživela oziroma slišala? Vsekakor, ko se je otrok naučil brati. To je meni najlepša stvar, zaradi tega, ker smo ga pripeljali do tega, seveda sodelovanjem starši, ker drugače ne gre. Ko je prišel otrok in je rekel, učiteljica, zdaj lahko pa čisto vse prebere in kar vidim. In to je nekaj najlepšega, da res ve, da prebere, da začuti svet okrog sebe. Hvala lepa vsem trem, da ste si vzeli čas. Hvala lepa, da ste zdržali v šolskih klopeh, čeprav spadate bolj za ta kateder, ampak boste to počeli v svojih šolah, v svojih učilnicah. Hvala, da širite ta pogled na poklic, ki je izjemno pomemben in ki je prav, da spet dobi tisto spoštovanje, ki si ga zasluži. No, tega pa mu dajete seveda učitelji in učiteljice, ki ste temu predani. Hvala za obisk. Hvala. Hvala.
Mi smo pa končali za prvič, a brez skrbi, še 11 podobnih podcastov nas čaka, seveda z različnimi gosti. Ne bom mučil te goste za naslednje ure, da sedijo tukaj. A teme pa izjemno pomembne, od tega, kako se učimo, do tega, kako ocenjujemo, kakšna je digitalizacija v naših šolah, kakšna je vloga socialnih delavcev, ali jih je dovolj. No, ni, se ta odgovor je že zdaj lahko jasen. Skratka, en kup izjemno pomembnih tem, ki zaokrožajo 12 tem o osnovni šoli, ki je ključna za našo družbo. Hvala, do naslednjič.